Leto že tretjič pripravljate mednarodni književni festival Spogledi. Letos se seli tudi Maribor. Torej, v letošnjem letu bo festival v znamenju domače in svetovne proze. Za ta koncept smo se odločili zato, ker nekako poezija je veliko pridobila na promociji. Veliko festivalov imamo, ki so dejansko naravnani na poezijo. Prav prozen festival je pa samo eden in to je tale Fabula. No, zdaj z letošnjim letom bo Slovenija dobila še en prozni festival v Mariboru. V Vodnem stolpu bo ta dve glavni prireditvi. Gostili bomo, mislim, da 15 vsega skupaj prozaistov. So stvar začinili tudi z glasbo kvalitetno in na nek način tudi na okrogli mizi javno problematizirali umestitev oziroma pomen literarne umetnosti v recimo Evropski prestolnici kulture. V kakšnem okviru bo festival mednaroden? Torej, mi imamo pri naši založbi prevodno zbirko Babilon. Vsako leto izdamo 5 avtorjev in iz te zbirke bomo dejansko vabili avtorje na festival sam. Vsako leto do leta 2012 bomo pa tudi podelili po eno rezidenčno pisateljsko štipendijo in potem v letu 2012 še 4, tako da bomo v letu Evropske kulturne prestolnice mi tukaj gostili 8 tujih pisateljev, ki bodo pač tu pri nas ustvarjali svoje delo. Ob tem pa tudi so ustvarjali naš program v tistem letu, ki bo pa seveda nekoliko bolj, bom rekel, številčno zastopan. Kako je s financiranjem festivala? Festival je finančno podprla Javna agencija za knjigo, delno tudi študentska organizacija, čeprav v zadnje čase v manjšem obsegu. Sponzorji se nekako niso letos odzvali. Večer je se odzval kot medijski sponzor, za kar smo zelo veseli. Sicer pa je to dejansko pravzaprav financiramo sami z lastnimi sredstvi zaenkrat. Seveda upamo, da se bo na občini odprla kakšna postavka za to zadevne stvari, ampak zaenkrat to ni videti. Kot smo slišali na tiskovni konferenci, vidite literaturo tudi v okviru EPK-ja? Ja, absolutno. Mi mislimo, da Evropska kulturna prestolnica ne more biti samo stvar množičnih prireditev, ne more biti stvar samo Lent festivala ali pa recimo nekih glasbenih festivalov, kar je vse po svoje seveda potrebno. Seveda je potrebno in tudi dobro. Mi pa vendarle opozarjamo na to, da tudi literatura konec koncev ima nek glas, neko sporočilnost in da v vseh drugih evropskih kulturnih prestolnicah je zmeraj literatura bila zelo zastopana. Iz tukajšnjih logov, torej vsaj ta začasni sekretariat, pa ni dal do zdaj vedeti, da kakorkoli vidi literarno ustvarjanje v tem projektu.